Gospod premier, Hrvaška sinoči storila vse za polno podporo Slovenije na poti njenega približevanja Uniji. Torej, Hrvaška je včeraj naredila pomemben korak odstranitvi ovir, ki so na poti k hitrejšem zaključevanju pogajanj z Evropsko unijo. To je bila politična, tudi psihološka ovira na poti Hrvaške v samo unijo in se zato ta korak lahko smatra tudi kot nek preboj v razumevanju tega, kaj Evropska unija je, kaj pomenijo pogajanja in kakšno oviro lahko predstavljajo enostranski ukrepi. Skratka, tak korak ocenjujem pozitivno. Mislim, da se lahko Hrvaška zdaj koncentrira na pospešitev pogajanj. Evropska unija ima zagotovo tako politično voljo kot tudi ustrezne kapacitete za to, da se pogaja hitreje. Torej je odgovor na to, ali bo Hrvaška lahko zaključila pogajanja do sredine naslednjega leta, predvsem v rokah njenih pogajalcev in hrvaške vlade. Možnosti za to obstajajo. Izzivi zdaj niso več toliko politični ali pa v smislu ovire, kot je bila ta ekološko-ribolovna cona, ampak ležijo v konkretnih vprašanjih in izzivih, ki je treba zapreti pri vsakem posamičnem poglavju posebej. Kako zdaj pričakujete nadaljnji razvoj reševanja mejnega spora? Je še vedno edina alternativa arbitraža sodišča v Haagu? Komisije, ki so bile ustanovljene za to, da se iščejo naslednje rešitve, delujejo. Jaz upam, da bo v kratkem prišlo tudi do soočanja predlogov, ki so bili pripravljeni na obeh straneh in potem bomo videli, kako blizu smo rešitvi. Tukaj obstaja tudi problem pri poglavju ribištva, ki se delamo nanaša na to vprašanje. Potrebujemo neko rešitev, ki Slovenija ne bo postavila v manj ugoden položaj, kakršnem je bila pred članstvom v Evropski uniji, in kolikor tudi tukaj najdemo rešitev, potem kakšnih drugih večjih ovir, kolikor se ne bodo na novo iznašle in nekateri so bili pri tem doslej žal precej inovativni, ne vidim.